Marsikomu se je prav gotovo že zgodilo, da je tik pred dopustom ostal brez denarja. Ali ste v takšnem primeru že pomislili na najem kredita? Ne. Pa zakaj ne, mogoče? Ker enostavno, če ne moš našpara za dopust, brez da bi neki kredit jemal, ker povsem vreme priješ domov, pa moraš samo vračati. Ker se mi zdi to, ker sem enostavno ne, ker kredit si vzela za kaj bolj potrebnega. Tudi sem si že vzela, ja. Zakaj torej, kako je vaše mnenje o tem, da si kredit vzamete za dopust? Vzeti kredit za dopust je v bistvu malo bolj praktično, ne? Nažalost je pač zdaj življenjski staž tako kot je, ne? Včasih težko, tudi niso zadeve poceni, da karkoli si hočeš privoščiti. Večina bank tako v tem času opaža povečanje zanimanja za kratkoročne kredite. Kar se tiče tega letnega časa, zagotovo vpliva na samo povpraševanje po kreditih. Ljudje varčujejo tudi za počitnice. Mogoče ni ravno depozit tista oblika produkta, ki bi ga ljudje namenili varčevanju ravno za počitnice, bolj fleksibilnejše oblike, kot so na primer varčevalna knjiga, kot so varčevalni račun. In da, tu opažamo tudi trende. Ljudje varčujejo tudi za počitnice in v tem času seveda tudi dvigujejo denar. Pri Novi kreditni banki Maribor so v letošnjem letu tako zabeležili približno 15% povečanje zanimanja za kredite. Sicer pa so se na čas počitnic posebej pripravili, saj so za svoje komitente pripravili poseben počitniški paket. Ki našim strankam v bistvu olajša odločitev o izbiri dopusta, se ponuja kar nekaj ugodnosti. Stranke oziroma imetniki tega paketa lahko najamejo mini kredit v znesku do 3000 evrov in za dobo odplačila do 3 let. Mini kredit lahko najamejo po ugodnejših pogojih, torej po ugodnejši obrestni meri. Zanimanje zanj po besedah Veselkove narašča. Povsem nasprotno pa beležijo pri Probanki, saj se pri njih komitenti za počitniške kredite ne odločajo v tolikšni meri. Tako kot vsaka leta smo tudi letos pripravili eno posebno ponudbo, top kredit last minute, odlična obrestna mera na kratek rok, se pravi na 1 leto. Obrestna mera dosti boljša kot recimo na limitu, ne? Ampak zanimivo je, ljudje se še vedno odločajo bolj mogoče za dvig limita ali pa dvig porabe na kreditni kartici, tako da povečanja kredita ni. Ob tem naj poudarimo, da je zapravljanje prek kartice, ki omogoča prekoračitev limita, skoraj 2-krat dražje, kot da če najamemo kredit. Za prekoračitev limita vam pri Probanki namreč zaračunajo 11% obresti, za počitniški kredit pa 4%.